Tour 202. Lepo pozdravljeni, kakšen zaključek tura. Najboljša kolesarja enodnevnih klasik sta drvela po Elizejskih poljanah po zadnjem vzponu na Montmartre. Glavnina nekaj sekund zadaj neprestano ju je lovila do ciljne črte. Tadej Pogačar je nekaj 100 metrov pred ciljem končal svoj pobeg, Mathieu van der Poel pa vlekel do konca in na koncu za nekaj centimetrov prehitel tiste za njim. Fantastično o tej etapi in tudi v celotnem turu pa danes z moštvenim kolegom Tadeja Pogačarja. Naš gost je Domen Novak. Lep pozdrav, Domen. Lep pozdrav. Vedno veseli, da ste z nami, tu pa tudi Luka Dolar. Živijo, Luka. Živijo, zdravo. Od vselej pa z nami tudi Igor Tominec. Hej, Igor. Lep pozdrav. Moje ime je Luka Petrič. Kolesarski podcast Vala 202. Res neverjetno, kakšna zadnja etapa. Domen, vaš pogled na dirkanje Tadeja in na dirkanje Mathieuja van der Poela, ki je na koncu prišel do tako želene zmage v zadnji etapi. Ja, zadnje leto so malenkost popestrili zadnji krog na Elizejskih poljanah, tako da Tadej in Van der Poel sta naredila malo šova na koncu in je tudi zneslo dosti do zmage Van der Poela in ja, bilo je lepo zagledati. Res fantastično je bilo videti, kar neverjetno, ne? Ravno prav so podaljšali ta ciljni finiš od Montmartra, Luka, do cilja, da je tistih nekaj centimetrov še uspelo Mathieu van der Poelu. Ja, niso. ker so ga preveč, tam Tadej je bil še zraven. Ja, ampak Tadej je bil tam še zraven, recimo 6 km lani, letos 10 in 4 pred ciljem je bil Tadej gladko še zraven in seveda bi Tadej zmagal, ne, če bi bila tam ciljna črta, recimo, kot pa, saj je bila na istem mestu kot lani, ampak ta razdalja od vzpona je bila daljša letos in žal 500 metrov, 400, nekaj takega. Po drugi strani pa super, da mu ostane še kakšen izziv. Tudi ta, da postane po Bernardu Hinaultu naslednji, ki bi v rumenem zmagal na Elizejskih poljanah, če se ne motim, Francoz še vedno edini. Tista zmaga v Nici Tadeja v rumenem na kronometru na zadnji sklepni etapi, seveda vsekakor tudi šteje, ampak ta na Elizejskih je še vseeno lahko nekaj posebnega. Igor, kaj je bilo tebi najbolj všeč? Ja, meni najbolj všeč, da so kolesarji v karavani, ki se to igro gredo in Tadej je zagotovo eden takšnih, ki takoj zgrabi izziv, ko se ponudi. Van der Poel je enak tip kolesarja in dobili smo v tej zadnji etapi, kako bi rekel, nekakšen 6. spomenik sezone in fantastično sta se udarila. Remko pa ni bil na enakem nivoju, da bi se tudi udaril zraven, ker je bil olimpijski prvak na tej progi in sem ga pričakoval, da bo v zaključku tudi nekoliko bolj blizu tema dvema. Ali pa mogoče tudi ni bil najbolj pripravljen za to igro. Pedersen je bil še kako pripravljen, da se tudi vključi, sami tisti specialisti za spomladanske klasike in to gledati je bilo res fantastično in mislim, da so zdaj odkrili recept, ki nam bo popestril zaključek Tour de France tudi v prihodnjih letih. Domen, kot slišite, vsi smo navdušeni. So tudi kolesarji navdušeni nad spremenjeno traso te zadnje etape? Ja, je veliko pozitivnih in negativnih komentarjev. Ponavadi je zadnja etapa vedno namenjena šprinterjem. Zdaj so jo popestrili, kar je za gledalce bolj, mogoče za nas. Smo včasih imeli že zadnji dan malo na off, zdaj treba še vedno malo pomisliti tudi na zadnji dan. Generalno mogoče se ne odloča, ampak če bi bile sekunde, bi mogoče kakšna ekipa probala to tu izkoristiti. Tako da jaz sem bolj pristaš tega, da je zadnja etapa namenjena šprinterjem, kakor da je še zmeraj malo bolj napeta, ampak ja, imamo pozitivne in negativne komentarje na to. Na koncu Jasper Philipsen, tisti, ki je bil najbližje, se je tudi malce dvignil na koncu, se veselil. Se vam je tam na koncu zdelo, da če bi šel na polno, bi morda lahko prehitel Van der Poela? Ja, ne vem. Mogoče šel na polno, ampak je bil Van der Poel boljši. Mislim, da je bila to zmaga za oba dva super, ker je tudi Van der Poel veliko mu pomagal.
Se smo videli, ko se je podredil, to ponovadi ni lih običaj, da se tak zvezdnik podredi drugemu, ampak ene dvakrat ni mogel prinesti zmage, zdaj mislim, da je bil isto vesel za Van der Poola, da je zmagal in je bila, tako lahko rečemo, dvojna zmaga Zelo tak za Alpese. priljuden deluje Mathieu van der Poel, mi, ki ga oddaleč spremljamo in spoznavamo. Kakšen je pa bolj od blizu? Jaz težko komentiram njega, nisva imela kaj veliko stika, mogoče od teh zvezdnikov najmanj. Več sem se pogovarjal z Remkotom pa z drugimi kolesarji, kakor z njim. Tako da ne morem kaj veliko povedati o njemu. Mathieu van der Poel pa je po etapi rekel, da je bilo sanjsko, da je eno leto sanjal o tem, potem ko je lani moral z domačega fotelja gledati zadnjo etapo, ko je odstopil na Touru, da je bilo zelo težko sploh dirkati proti najboljšemu na svetu. Mislil je, da jo bo glavnina ujela, ampak je zadnjih 500 metrov glavo spustil, šel na polno, na koncu videl na ciljni črti kolo svojega moštva in bil vesel, da jim je v ekipi uspelo. Already, a year I was thinking about this. When I was sick last year and had to watch this stage on television, I was already thinking about this moment, and then the way it went, it's a dream. But what a battle, what a monumental battle. It's incredible, It was super hard, and then to be up there with the best rider in the world, all my respect for Tadej, and I thought we were gonna get caught back, but then I was just thinking about this moment, and I just put my head down in the last 500 meters. I just went as hard as I could, and I was just waiting until a wheel was coming past, and it didn't happen, and and in the very end, I see a Pirelli tire next to me, and it's the one from Jasper, and it shows we never give up. Maybe the start of our tour was not good, but 1 and 2 on Champs-Élysées, I think that's pretty good. And you win 2 stages on this Tour de France. You couldn't ask for much better. No, not at all. I'm super happy, but if there was one race I still wanted to win in my career, I have a few, of course, but this was one of them. You finish absolutely empty. Yeah. We have a saying in Dutch that it has to come from your toes, but I don't know where this came from, but not from my toes. I don't know where it came from. Ja, rekel je, da je Alpecin, da ni imel najboljšega začetka tura, ampak konec pa je bil izjemen. Ta zmaga spada med tistimi, ki jih je najbolj želel doseči. Za konec pa je še povedal, da v nizozemščini rečejo, da moraš izvleči zadnje atome moči iz prstov na nogi, ampak ne ve, odkod je prišlo od tam, gotovo ne, da mu je na koncu le uspelo ostati spredaj. Ja, v slovenščini bi rekli, da iz petnih žil se mi je pa utrnila ena misel med današnjo etapo oziroma med samim zaključkom, kakšno viteško rivalstvo. Mathieu van der Poel ne bi zmagal v etapi, če ne bi bilo zraven Tadeja Pogačarja. Skupno družno sta vlekla proti ciljni črti, sicer je van der Poel potem do črte zdržal, Tadej je nekaj prej odnehal, ampak se mi zdi, da pa res fantastično ta dva velika tekmeca in obenem tudi, bi rekel, takšna res spoštljiva rivala, da sta na tak način zaključila tole etapo. Domen, super je bilo tudi videti, kako sta si na koncu v teh zadnjih 10 kilometrih pomagala, ne? Da sta bila skupaj na čelu, torej najprej eden, potem drug, nista razmišljala o nekem taktiziranju, ampak tam postala, lahko bi rekli pod narekovaj, ekipna kolega za njun skupni cilj. Ne? Ja, mislim, da sta oba dva vedela, da če ne bosta složna, da jih bo grupa hitro ujela, tako da mislim, da v tem trenutku najbolj, da sta bila složna in na koncu mogoče Tadej ni šel čisto do konca, Van der Poel pa, ker ima večjo motivacijo in na koncu mu je zneslo in je tako, kot povedal, niso imeli najboljši start tura, ampak bolj si zapomnimo vedno zadnje etape kot prve in mislim, da je to bolj končeti super, kakor začeti super. No.
Zraven sem gledal oba prenosa in na televiziji Slovenija in na Eurošportu in so na Eurošportu rekli, da bi lahko na zadnjem klancu morda Tadej prej napadel. Kaj menite o tem, Domen? Ne vem, Tadej je napadal tam, kaj je, mogoče je bolj naredil za šov, kot da je imel v mislih zmago, ampak Tadej vedno napade tam, kaj je najtežje, tako da jaz bom vedno stal za tem zadej, ker ali je to 100 km do cilja, ali bi lahko napadel kasneje ali prej. Jaz mislim, da ima on ta čut, da napade takrat, ko je najtežje in mislim, da je bilo takrat najtežje in je napadel in držal ga je lahko samo eden in sta skupaj šla do cilja. No. V tisti skupini za njima pa je bil tudi Matej Mohorič na koncu najboljši Slovenec v tej zadnji etapi, osvojil je 6. mesto. Prisluhnimo, kaj je povedal po koncu etape. Ja, ta adrenalin pa ta množica ti data še tiste moči, ki nisem vedel, da se imel v sebi. Poskusil sem, vedel sem, da se bo vse šlo na zadnji vzpon, na vse ali nič. Nisem bil dovolj močan, da bi bil zraven Mačijo in Tadeja. Oni dva sta res izjemna, že na drugi vzpon sta šla na vso moč, naredila razliko, potem smo jih ujeli. In da greš zadnjič lahko spet na tako vso moč je nekaj neverjetnega. Mi smo še kar v redu sodelovali v zadju, ampak nikoli nismo uspeli ujeti priključka in na koncu je Mačijo uspel celo zmagati na etapi, ker je, meni se to zdi čisto izjemno in neverjetno in si zasluži. Jaz sem imel dober položaj, tako da sem potem ga obranil do cilja s 6. mestom. Mislim, da je bil to soliden oziroma zelo v redu rezultat za danes. Žal nisem dosti hiter, da bi lahko skočil iz zavetrja in poskušal na stopničke. Ampak vsem smo zadovoljni, predvsem za spletom dirke. Leni pokazal, da ima pred sabo svetlo prihodnost in mislim, da se lahko še izboljša v naslednjih letih, pa tudi mi gradimo ekipo okoli njega, tako da upam, da bo kdaj tudi stopnička v Parizu. Dejali ste danes solidno, kako pa sicer ocenjujete svoj tur letos? Nisem prišel v vrhunski formi, tako kot ponavadi, tista gripa pred dirko ni bila idealna. Potem sem se skozi celotno dirko počutil čedalje boljši in imel 2 priložnosti v pobegih, kjer sem lahko že bil dovolj močan, da sem bil zraven, ampak ne dovolj močan, da bi potem v finalu krojil zaključek oziroma se boril za etapno zmago. Tudi predvsej veliko sem se naučil, vem, kaj lahko naredim še boljše. Še zelo sem motiviran za naslednje leta, da svoje izkušnje po eni strani prenesem na mlajše fante, po drugi strani pa dokažem, da še nisem lik za v penzijo. Tako da se veselim. Tudi lepo je spremljati kot Slovenc Tadejev uspehe. Mislim, da smo priča nečemu izjemnemu, res tak talent. S tako jekleno voljo, da ves čas daje vse od sebe, je nekaj izjemnega in lahko se sam čudimo in se Tadeju zahvalimo za vse njegove predstave. Domen, super etapa za Mateja Mohoriča, prvi torej Matej van der Poel, potem pa četverica sprinterjev in Matej Mohorič na 6. mestu. Vemo, da Matej je lahko dober na takih trasah, vemo, da je lahko dober na klasikah in je bila zadnja etapa mogoče malo kot klasika in se je pokazal, da je formo stopnjeval, da mu je res ta bolezen vzela dost, se je iz dneva v dan mogoče bolj počutil in na koncu stisnil, kar je največ lahko in 6. bit na Lezejskih pa na Poljanah ni mačji kašelj, tako da super. Super, torej zadnja etapa za Mateja Mohoriča, super tur pa za Tadeja Pogačarja. Znova 5. zmaga, skupna zanj, vseh 5 prstov je iztegnil na ciljni črti. Nihče nima več zmag na dirki vseh dirk kot Tadej Pogačar. Tadej Pogačar, najprej iskrene čestitke in najprej za konec. A ste danes morda najbolj trpeli izmed vseh dni? Mislim, zagotovo je bil najbolj eksplozivni effort danes z Mathieu van der Poelom. Res se je nabral laktata v nogah in potem vse do konca, do finiša so šla na polno, sploh se niso spogledala in na koncu je zaslužil to zmago. Na koncu ste dejali, 5 prstov ste kazali, kako zelo vam pomeni zdaj vse to? Mislim, zmagati enkrat tur noben ne more predstavljati, tudi jaz ne. Tako da še 5-krat bolj nepredstavljivo in noro.
noro. Zdi se mi, da ste letos zelo, zelo uživali. Tadej, je res ali smo samo mi dobili tak občutek? Sem kar užival, ni bilo slabih dni, tako da moram reči, tudi ekipa je bila vrhunska, čeprav je bilo nekaj problemov v zadnjem tednu, ampak smo res zborbali kot ekipa in smo se imeli dobro. Pot od Barcelone do tukaj, kako sedaj pogledate na vse skupaj? Včasih se zdi kratka, včasih dolga, ampak na koncu res hitro mine, tudi 3 tedne, ampak smo kar hitro prišli do Pariza. Najlepša hvala, čestitke. Hvala. Njegov najbolj suveren tur, pa ne le po končni razliki, najbolj suveren tur, Domen, tudi po tem, kar smo med turom videli. Mislim, drugi se mi zdi, da se sploh niso več ubadali z njim. Tako suveren je bil, da ko je on napadel, so ga preprosto prepustili, da je odšel po svoje in se ostali konkurenti za najvišja mesta, predvsem drug z drugim ukvarjali, ne pa s Tadejem, ne. Ja, jaz mislim, da letos je bil Tadej razred zase. Da prejšnja leta mu je Jonas dihal malo za ovratnik, zdaj pa letos mislim, da je bil pa level boljši od vseh in da so se drugi videli, da dirkajo za drugo mesto, da se niso kaj veliko obremenjevali z njimi, da so dirkali vseh drugih 5-6 za drugo mesto in ja, Tadej je bil neverjeten level zase in je to dokazal. Pa je to zaradi tega, ker je on svojo raven tako zvišal ali ker drugi niso uspeli mu dohajati? Ne, jaz imamo skupnega trenerja, smo se pogovarjala in sem že slišal testiranja vate, ki jih je delal na treningih in Tadej je naredil step up od vseh, kar je podaril najboljše rekorde na tistih klancih, ki je vsako leto delal, je bil level boljši od vseh. Ja, mislim, da lahko še napreduje in če bo tako užival, kot trenutno uživa na kolesu, da lahko še kakšen tur zmaga. Še 2 stvari bi se malce navezal tule na Domna. Andrej Hauptmann nam je na cilju sobotne etape dejal blizu vrhunca, torej se tule zelo strinjata z Domnom, nismo še tam. In za dansko televizijo, če se ne motim, je Tadej tudi podal še eno zanimivo razlago, da ni morda toliko močnejši napram ostalim, da tudi drugi napredujejo v tem smislu, da tudi razliko delajo izkušnje. Kar se njega tiče, zdaj v tem trenutku toliko bolj izkušen, kot pa recimo leta 2020, če vzamemo začetek te njegove ere na dirkah po Franciji in še te izkušnje dodamo v ta miks in gledamo to, kar gledamo. Domen, kako pa je prišel sem, se spomnim nekaj let nazaj, ko smo se pogovarjali v tem podcastu, pa ste rekli, da je nekoč Tadej še po kakšni etapi kakšno pivo spil, pa ko spice pojedel, potem pa postal sploh po letih 22-23, ko je bil drugi za Jonasom Vingegaardom, izjemen profesionalec. Kaj pa je naredil v zadnjih mesecih, v zadnjem letu, da je prišel na to fantastično raven? Jaz mislim, da si naredil okoli sebe krog ljudi, ki jim zaupa, ki se ima dober, tudi te fanti, ki so na turu, da je niso samo klubski teammates, ali kako čem reči, ampak so tudi prijatelji in mislim, da je tle vsaka to moči, ki ga rabiš, ki se imaš fajn, da je nek hormon sreče, tudi kdaj se pohecamo in se imamo fajn. Mislim, da je tu cel splet tega, da nismo narejeni kot, da nismo vojaki, ampak smo še zmeraj ljudje in imamo sproščeno v ekipi, sploh decembrske priprave, vse skupaj. In da je to nekaj, da nas veseli, da smo radi skupaj. In mislim, da je ta nek, mogoče drugi tega ne vidi ali pa ne opazi ali pa ne daje toliko poudarka, ampak naša ekipa da dosti, da smo sproščeni, da se imamo fajn in da nas poslušajo. In jaz mislim, da je tu njega, ki ga motivira, da se ima fajn, da uživa v tem, da ko smo skupaj, da uživamo. Mislim, da je tu ta pika na i, ki njemu da in vsem nam, no, in potem, da nismo samo klubski prijatelji, ampak smo tudi prijatelji izven tega, da se pogovarjamo tudi izven teh okvirjev in mislim, da to dela našo celo ekipo boljšo, no.
Ker mislim, da to pa se je na letošnjem turu kar precejkrat videl. Igor je govoril pred dnevi o tem, da si je tudi Tadej izzive našel v tem, da pomaga drugim v ekipi. Letos je bil zmagovalec, kapetan in pomočnik takrat, ko je bilo treba. Ne le, da je to delal, videlo se je tudi, da je užival v tem. Ne? Ja, jaz mislim, da smo videli, da ni samo legenda ali pa zmagovalec, ampak da je tudi človek, da se je, jaz mislim, da jih ni veliko, ki jih je zmagalo kdaj tur ali pa, ki je bilo takih šampionov, da so delali za drugega, če so imeli možnost zmagati ali etapo ali karkoli, in jaz mislim, da je tle pokazal, da je tudi zelo velik človek, plus tega, da je zelo velik kolesar in da pomagati pa se odreči zmagam ni enostavno in mislim, da je tu, tako kot je povedal, naredil ponosno in da mu je bilo v čast. Tako da, videli smo, da je človek in da je, lahko rečemo, v vseh stvareh najboljši. No, in tle je dal piko na i, pokazal vsem in lahko smo ponosni, ne samo kot na kolesarja, ampak tudi na človeka, ki je naredil to. No. Zdaj je zanimivo slišati, ker si bi predstavljal, da marsikdo v njegovem položaju, sej ne, da bi si lahko predstavljal, kako je biti v njegovem položaju, ampak ko si toliko zmag že dosegal in loviš nove rekorde vse skozi, se zdi, kot da vsaka zmaga, ki je ne usvojiš, te oddaljuje od teh novih rekordov, ampak bi rekel, da je letos, ko je podarjal zmage in ko je bil zadnjič, mislim, da je Srečko Gliva rekel, bolj prijazen do ostalih, bolj prijazen do ekipe, bolj prijazen do celotne karavane, da je še bolj užival v tem. Lani se spomnim nekajkrat, predvsem na začetku tura, ko je Visma oteževala tur in ga naredila zelo zahtevnega, se je tudi slišalo v pogovorih, da je bil malce nejevoljen, pa na koncu dobro težave še s to poškodbo, ampak letos se je navzven, vsaj nam, ko smo ga poslušali, gledali, videlo, da je precej bolj užival na tem turu. No? Ja, mislim, da se je videlo, no, da je cela ekipa uživa, da se ima fajn in videli smo tudi v drugi etapi, ko je podaril zmago Del Torotu, da je bil bolj vesel konj za svojo zmago. In mislim, da tle pokaže se, kakšen človek je in jaz vedno podarjam, povsem povem, da on je bolj vesel za naše zmage ali pa za naše dobro delo, konj za same svoje. Naredil vse, težko je to reči, kaj to pomeni sploh v svetovnem kolesarstvu ali pa v ljudeh, ki so navajeni zmagovati, in je on to naredil, da to ni samoumevno, da mislim, da na roko, na prste ene roke je težko prešteti, kdo bi to lahko vse naredil, jih bi težko najdel v teh položajih, ampak on je to naredil in vsaka čast mu po domač povedan. Mislim, da bo tudi tu se mu nazaj vračalo, ker jaz sem zagovornik dela tega, če delaš dobro, se ti dobro vrača in mislim, da bo to dobil nazaj takrat, ko bo najbolj rabu in bo tudi Del Toro kdaj dal ta atom moči več za njega, ker ga je težko ga je potegniti ven, če te odzad ne vlečejo neka čustva ali pa nekaj več in mislim, da to je to, kar je Tadej zdaj naredil za Del Torota. Eno razliko opazim z lanskim zaključkom tura v Tadejevem mentalnem stanju. Lani smo po koncu v Parizu nekako dobili tisti priokus, kot da je tur naloga, ki jo opravi za svojega delodajalca. Letos pa je spet prvinsko užival v tem turu, se mi zdi, verjetno je lani to bilo tudi pod vtisom, da se je res mučil v zadnjem tednu s poškodbo kolena, da so naknadno povedali, da je zaradi tistega vnetja nekaj kilogramov teže preveč nosil s seboj zaradi te vode, ki se je nabirala v telesu v zadnjem tednu tura. In potem na koncu je cel svet dobil nekako vtis, da seveda, ker je tam, bo oddirkal, bo zmagal. Letos pa
je oddirkal in zmagal in pri tem še res užival, kot da bi bil dobesedno na začetku kariere. Res, o Tadeju pa boste zdaj govorila še dva kolesarja Red Bulla, moštvo, za katerega vozi drugo uvrščeni na letošnji dirki Renko Evenepoel, preden pa slišimo njega, je tu Jan Tratnik. Tadej trenutno pač ni kolesarja, ki mu bi pariral na Grand Tourih in Tadej je svoja liga, se mi zdi, da tu kar večinoma vsi kolesari vijo. In se mi zdi, da mi smo zelo zadovoljni z drugim mestom, zdaj za zmaga, pa nam Remkotu še manjka prav tako kot ostalim, pač Tadej pa dokazal, da je številka 1 kolesarja. Jan Tratnik je danes končal svoj 11. Grand Tour in svoj 4. Tour. Uspešen je bil torej za njegovo ekipo po zaslugi druga Renka Evenepoela, ki je, kot smo že večkrat slišali med tem turom, z izbranimi besedami govoril o Tadeju Pogačarju. I become second in the GC, but I also become second behind the guy that is equaling the record. So Tadej wins his 5th Tour. So it's a very special moment that I'm actually the guy behind him on the year that he equals the record. So I think it's just an amazing feeling, and I'm super proud of myself and of the whole team for the past 3 weeks. And what can you say about the way how he controlled the Tour this year? Amazing. I think Tadej is just incredible as a rider, also as a human being. It's really a guy that I look up to. It's a big honor to race against him and to cherish these moments from close by. So I can only say big congrats to Tadej, and he's a big champion for the whole cycling world and more than just the cycling world. Renko Evenepoel je rekel, da je bil to poseben trenutek zanj, da je osvojil drugo mesto za kolesarjem, ki je izenačil večni rekord na turih s 5. skupno zmago. Ponosen je nase, na ekipo. Rekel je tudi, da je Tadej izjemen kolesar, a tudi izjemen človek. Velika čast je, da je lahko dirkal z njim, da lahko dirka z njim, da lahko od blizu vse skupaj doživlja. Pravi, da je Tadej velik šampion kolesarstva in športa nasploh. Domen, prej smo rekli, kako je Tadej užival, da je lahko pomagal svoji ekipi. Kakšni pa se vam zdijo, da so njegovi največji tekmovalni izzivi v prihodnje? Ja, vemo, da v svoju še ni ta 3. Grand Tourja Vuelte. Mislim, da to ga čaka v kratkem, mogoče letos, mogoče drugo leto. Potem pa mogoče 6. Tour, ki ga ni še noben zmagal, 36 zmag na turu. Tako da bomo videli. Upam, da še najde motivacijo in da nadaljuje v tem slogu. Jaz mislim, da lahko še naprej zmaguje. Mogoče letos malo so se pogovarjala po Lombardiji, ki so skupaj potem Romandijo vozila, da so te mladi kolesarji, da ga že lovijo, da je težko, da bo še kakšna leta to nadaljeval, pa sem rekel, Tadej, ne skrbeti, boš videl, da boš na turu razred zase, in tako se je na koncu tudi naredilo. On je prišel po vseh klasikah, nastopač je na Lombardijo, ki ponavadi vsi kolesari drugi so ločeni, eni so samo za Kabul Classics, te po kockah, eni so samo za ardenske klasike, on je pa tu se združil in bil na vseh najboljši. Tako da podrediti se samo eni stvari je čist neka druga priprava kot obem dvem, ampak jaz mislim, da se nima še nekaj let česa bati. Tako da jaz mislim, da ima še par ciljev, ki jih bo dal. Jaz mislim, če bo si tako naredil, da bo užival, pa da se mu fajn, tako kot se ima trenutno, da ga bo ekipa poslušala, mislim, da bomo še nekaj let ga gledali na vrhu. Rekli ste, da je imel torej nekaj skrbi, a je sicer on, ker deluje tako naravno samozavesten, ampak sploh ne nadut, zelo prizemljen, a je sicer takšen človek, ki je nagnjen k morda neki zaskrbljenosti ob takšnih trenutkih? Ne, ni, ampak včasih tudi pogovor nanese na to in so se o tem pogovarjala in mislim, da ni, da uživa v danem trenutku, razmišlja tudi za naprej, ampak ne rečem, da je
da je izbran na tem mestu, ki je proba narediti v tistem danem trenutku najbolj. In, mogoče je tam bil mal prvič, da ga je na Lombardiji, na Liežu toliko časa držal Paul Sexas, kar ponavadi se je na Lerdu sam odpeljal, pa da mogoče je bil tu malo, je pa fant dober, ne, in ampak on je vse podredil Lombardiji, on je prišel iz Rubeja, to je mislim, da en teden vmes, 10 dni razlike in ni se še dobro počinil in je že nastopil na drugi dirki z 2 kilom preveč, kakor jih bi mogel imeti na Liež, ker so čisto neke druge perspektive. Ja, je malo o tem razmišljal, tako da so se pogovorila malo o tem, no, samo jaz povedal, kaj jaz menim o tem in je pa vedno neka neskrb ali pa pride do tega, da se včasih tudi pomisliš na to, no, in mislim, da ne razmišlja tukaj. Tudi, če nič ne naredi od zdaj naprej, kar je naredil, mislim, da je najboljši vseh časov trenutno. Da težko, da ga bo kakšen prekosil, ampak lahko pa še naredi več. In mislim, da ga tudi tu namotivira naprej. Res ima že zdaj neverjetno kariero, pa lahko bi rekli, je ravno prišel v klasična najboljša kolesarska leta. 5 zmag letos etapnih na Touru. Luka in Igor vidva sta skupaj z Daretom, ter tudi Mojco Breskor in Miho Troštom tvorila reportersko ekipo Vala 202 na dirki po Franciji in 5 etapnih zmag Tadeja Pogačarja sta takole ujela v neposrednih prenosih. Zdaj gre Pogačar naprej in takoj za njim Jonas Vingegaard, pa Sexas in Carapaz. Pogačar si je že ustvaril nekaj metrov prednosti, še 100 metrov ima do cilja, gre na etapno zmago, gre na rumeno majico. To je torej imel na črtu danes Tadej Pogačar. Odlepil se je od konkurence in nova zmaga v Pirenejih. Spoštovane poslušalke in poslušalci, slovenski kolesarski ponos je spet udaril v Pirenejih. Tadej Pogačar je v cilju 6. etape letošnje dirke po Franciji in to je nova zmaga in spet oblečena rumena majica vodilnega na letošnjem Touru. Glasno pozdravljajo gledalci v zaključku te etape z udarjanjem ob reklamne napise slovenskega kralja, ki se mu poklanja Lelioran v zaključku te etape. Zdajle že slavi, že stisnil pest Tadej Pogačar, koliko metrov še ima do cilja, samo še nekaj malega in v ognjeniški pokrajini je izbruhnil vulkan po imenu Tadej Pogačar. Neverjetno ne velja gravitacija za slovenskega šampiona, ki je spet na ciljnem vzponu pustil vse za seboj in dvignil roke, ko se je zdajle pripeljal prek ciljne črte. Medtem, ko so se drugi borili s napadi na ciljnem vzponu, je enostavno slovenski as odplesal na pedalih naprej in si priboril veliko prednost. Zdaj Tadej že ve, da je zmagal na mitskem Alpe d'Huez, še 50 metrov, tudi ustal je, usede celoten napad danes za Tadeja Pogačarja, ki je v tem trenutku pokazal, tu sem Alpe d'Huez, hvala lepa, zmagal sem, razširil roke, zdaj pa stisnil desnico pest in pogledal v nebo za novo zmago na Alpe d'Huezu. Tadej Pogačar, ali je to tudi nov rekord? Mislim, da je padel tudi Marco Pantani. Res lepo poslušati, tako smo na Valu 202 pospremili 5 etapnih zmag Tadeja Pogačarja na letošnjem Touru. Nobeno od teh zmag pa Tadej Pogačar ni izpostavil med svojimi najbolj zapomljivimi trenutki letošnje dirke. Mogoče prva zmaga v Barceloni z Izakom, mislim, da je bila ta, in pa tudi včerajšnja etapa, mislim, da te dva dni si bom zapomnil za vedno. Včerajšnja etapa, torej sobotna, ko se je prelevil v vlogo pomočnika ekipe UAE. Domen, za vas najbolj zapomljiv trenutek letošnjega Toura? Lahko rečem, da druga etapa mi je bila najbolj sem čutil čustva, no, pa te stvari in se mi zdi, da je bila res najbolj. In isto, mogoče so bili prvi dan malenkost razočarani na ekipni kronometer, potem pa drug dan so to
dokazali, da lahko, da so premagali vse, še tako je, da je pustil Izaku, da zmaga in je bilo res pika na i, res je bilo veliko veselje od Izaka in isto Tadeja v cilju. Tako da jaz sem si najbolj zapomnil na to drugo etapo. Jaz mislim, da bo v zgodovinskih knjigah ostal Alpe d'Huez, njegova zmaga, rekord porušen Marka Pantanja po več kot 3 desetletjih in pa to, da je seveda tisti ciljni vzpon začel z več kot 3 minutami zaostanka za vodilnimi ubežniki. Moral je iti v en tak epski solo napad od daleč in zbijati to razliko vmes na trasi. Mu je za kratko pomagal tudi Adam Yates, tako da je vmes tudi nekaj tega ekipnega duha še bilo, ampak 99% dela je bilo na njem samem, da je izničil tako veliko prednost na dobrih 10 kilometrih in na koncu dosegel etapno zmago z rekordom. Mislim, da bo to etapa, o kateri se bomo še mogoče tudi v tem podcastu pogovarjali kdaj in jo omenili še čez veliko časa. Ja, gotovo. Luka, tvoj trenutek? Ja, tudi ta in še to čast sem imel srečo, da sem pospremil vse skupaj iz prve vrste in ravno tudi, če malce še dodam, vse se strinjam, kar je že Igor povedal, ampak zdaj se bomo pa morda kdaj pogovarjali tudi pred kakšno dirko, kaj se mora zgoditi, da vidimo pravega Tadeja Pogačarja in ko rečem pravega, ne mislim na to, kako dober je, kako lahko pomaga, kako morda, to si sploh ne upam reči na glas, kroji potek dirke s tem, da začuti, koga še lahko pripelje na koncu na zmagovalni oder, kar je zdaj nekako kar počel z Isakom Del Torom, pa v ozadju pustimo še to, da je Del Toro tudi že povedal, kako načet bolan je bil pravzaprav in res verjetno brez njegove pomoči, brez pomoči Tadeja ne bi šlo. Ampak to, da bomo videli to verzijo Tadeja, do česar ga je prisilil v narekovajih Paul Sexas, kot je že Domen prej tudi omenil na spomladanski klasiki od Lieža do Lieža in nekako prisiljen morda v narekovajih na Alpe d'Huezu prav pokazati vse, kar zna in teh verzij upam, da ne bo zmanjkalo zdaj, ko vidi, da je res še vedno razred pred vsemi. Tour 202 v naslednjih dneh ne bo več na voljo vsak dan, bomo pa naslednji teden na Pogijevem izzivu, kjer bomo tako kot lani imeli priložnost govoriti s Tadejem Pogačarjem. Če želite Tadeja nekaj vprašati, nam lahko pošljete vprašanje. Tistega, ki bo poslal najbolj zanimivo vprašanje, pa bomo nagradili s knjigo Andyja McGraha Neustavljiv, to je biografija Tadeja Pogačarja. Vprašanja zanj lahko pošljete na tour202@rtvslo.si. Tja pa ste v zadnjih 3 tednih in pol pošiljali vprašanja za naše goste in nekaj vprašanj imamo tudi danes. Hvala za vse poslane maile. Najprej o tem, kje nas poslušate, to sem včeraj vprašal, pa je zanimiv odgovor poslala Nives, knjižničarka v osnovni šoli, ki nas je prvi teden poslušala v službi, ker Julija ni več otrok, ne učiteljev in tako smo ji krajšali čas med žigosanjem in zavijanjem učbenikov učbeniškega sklada. Preostala 2 tedna pa nas je poslušala na počitnicah, slušalkami v ušesih ob Bohinjskem jezeru, na čolnu sredi Piranskega zaliva, doma med praznjenjem in polnjenjem kovčkov in tudi v kemperju med vožnjo po Evropi. Lepo tudi slišati, kako nas poslušate, res so super podcasti, ker lahko druge stvari zraven počneš. Ravno prek tega se sam moram reči, da velikokrat spomnim različne slike iz svojega življenja, ko sem poslušal podcaste v tistih trenutkih in se lahko, ko se spomnim na vsebino iz podcasta, prestavim v tisti kraj, kjer sem bil, ko sem poslušal kakšno vsebino. Hvala za sporočilo, Nives. Kristina pa je napisala, kot mnogi, da nas poslušate ob zajtrku. Hej, dober tek. Veliko prijaznih besed je tudi napisala, navdušena nad izborom gostov ob tej priložnosti. Zahvala vsem, tudi vam, Domen, da ste si znova za nas vzeli čas. Sprašuje pa, kako se v ekipah trudijo prikriti kakšno zdravstveno pomanjkljivost tekmovalcev in ali je to nekako pravilo, da se to dela, Domen,
vaše mnenje o tem? No, jaz mislim, da se ne prekriva. Da pač, ko zboliš, ko imaš poškodbo, proba se to čim bolj omiliti, ampak zdaj se lih ne obeša na velik zvon, ker mogoče konkurenca kdaj zna to izkoristiti, ampak nikoli se pa nekaj ne prekriva ali pa laže in zanika. Mislim, da pa noben rad ne pove, da je poškodovan ali pa bolan. Ne vem, če se da lih prekrivamo ali pa skrivamo, ampak probamo pa lih ne obešati na največji zvon, da to vsi zvejo. No. Polona pa sprašuje, katere stvari kolesarji najraje prinesete s seboj v doma na dirke, da lažje preživite dolgotrajno odsotnost na 3-tedenskih dirkah, na pripravah, da nimo, ravno vi ste zdaj na pripravah, kakšna stvar, ki jo radi odnesete s seboj? Jaz imam neko tradicijo, ali pa takrat, ko sem sinem, mi vedno sin da eno plišasto igračo s sabo in vedno spim z njo in to je neka moja stvar, ki jo imam. Jaz si s tem nekje olajšam domotožje, tako da to je moja zadeva, ki jo imam. Igor, Luka, kaj vidva odnesete na kakšen teren, na terene, tako imenujemo vedno te naše službene poti? Navodila šefa. Ne, hecam se enako kot doma, samo da imam eno plišasto igračo več, ker imam še hčerko. Igor, koliko plišastih igrač si ti vzel letos na tur? Ja, moji otroci so že veliki, tako da mi ne dajo seboj plišastih igrač, ampak dobim kakšno naročilo, točno od katerega proizvajalca in kateri model nogometnih čevljev je treba nabaviti v kakšni tuji trgovini, tako da dobim bolj ta nakupovalni listek kot plišasto igračo. Drugače pa iluzorno vzamem na največje kolesarske dirke s seboj tudi kakšno knjigo, da bi mogoče lahko prebral nekaj v poznih večernih urah, ampak potem vsakič, ko pridem s kolesarske dirke, ugotovim, da sem mogoče v 3 tednih prebral 6 strani, ker enostavno potem na koncu ugotoviš, da ko zvečer priješ v svoje stanovanje, da samo padeš, da pač ni na kolesarskih dirkah, enostavno ni pravi trenutek za branje knjig. Ja, si predstavljam. Vprašanje Igorja in sicer o tem, kako se ekipe lotijo klancev. Zanima ga namreč, kako kolesari iste ekipe sodelujejo med seboj na klancih. Ker razmišlja, da tisti, ki je spredaj, dela do konca, potem pa ga nadomesti naslednji. Ali ne bi bilo smiselno, piše, da bi se prva 2, prvi 3 izmenjevali, tako kot to počnejo kolesari na bolj ravninskih delih trase, etape? Ne, mi imamo prav določeno že na štartu, kdo začne prvi, kdo drugi, kdo tretji. Jaz mislim, da tam do izraza pridejo lažji kolesari na klanec, ker takrat računamo vat na kilo in točno vemo že v treningu od prejšnjih dirk, da recimo Adam Jelic je vedno eden zadnjih kolesarjev na klanec, tudi če se zamenjamo, ni tajega veternega upora, kakor na ravnini in nima nezga vpliva, tako da tam igra bolj vat na kilo in točno vemo, kdo kam paše. Mogoče kakšen dan se kakšen bolje počil tuji, kakšen dan se kakšen slabši in se vedno pogovorimo in vedno rečemo, ne bom jaz to prvi, bom jaz zadnji, tako kot sta se na zadnji etapi zamenjala Felix pa Adam. Je Felix začel vleči in potem je Adam se malo slabše počutil, ni Adam začel vleči in potem je Felix nadaljeval, tako da je tle vse stvar dogovora, ampak že prej vemo treningov in vseh dirk, da kdo je boljši na klanec in kdo je slabši in se potem tle prilagodi taktika vsem temu. Ob koncu vprašanj poslušalcev tudi enemu namenimo majico našega podcasta in sicer gost izbere tisto vprašanje, ki mu je bilo najbolj všeč. Med temi je, mislim, da Polona majico že dobila, tako da bomo izbirali med preostalimi. Kristina je spraševala o zdravstvenem stanju tekmovalcev, Igor pa je spraševal o tem, kako se ekipe lotijo klancev. Ja, jaz bi podaril Igorju. Igor, se mi zdelo bolj tako
vprašanje. No. Igor bo dobil torej majico Tura 202. Zdaj pa še pred koncem o zgodbi. Zgodbe so spremljale vsak podcast Tura 202 v času kolesarske dirke po Franciji. V zadnji pa se znova odpravljamo na Elizejske poljane. Znane so po čudovitih simetričnih drevoredih, po sprehajališču, gledališčih, kavarnah, luksuznih trgovinah med profesionalnimi kolesarji in športnimi navdušenci, pa dobrega pol stoletja tudi kot cilj najbolj prestižne kolesarske dirke Tour de France. Miha Švala. Nekdanji poklicni kolesar, zdaj glavni športni direktor pri Net Company Ineos, Geraint Thomas, je na dirki po Franciji nastopil 14-krat. Ciljno črto na Elizejskih poljanah je v rumenem kot zmagovalec Tura prevozil leta 2018. It's always a super special moment, whatever's happened in the race, whether, like in the yellow jersey, that was phenomenal, but in my first tour, it was probably even more the relief of getting to the finish and not expecting to get there. To je vedno zelo poseben občutek. Ko sem se tja pripeljal v rumeni majici, je bilo sploh fenomenalno, ampak tudi sicer je zelo čustveno. Spomnim se svojega prvega tura, nisem verjel, da bom prišel do Elizejskih poljan, ampak sem in na koncu začutil neko veliko olajšanje. In potem vsako leto znova, vedno je bila ta dirka nek vrtiljak dogajanja, zelo intenzivno na njej doživljaš te dneve, veliko se zgodi in na koncu prideš pred to množico gledalcev v Parizu, počutiš se kot šampion, pa če tudi sploh nisi niti blizu vrha v skupnem seštevku. Pomisliš, kako lepo bo naslednji teden, lahko bom doma z družino, ne bo več stresa, lahko bom res užival življenje po tako napornem obdobju, vedno je ta zadnji dan nekaj posebnega. Število profesionalnih kolesarjev, ki se lahko pohvalijo z občutki prihoda na cilj na Elizejskih poljanah od leta 1975, ko je bil tam prvi cilj tritedenskega poganjanja pedal po Franciji, se giblje le nekje med 1800 do 2000. Gre za oceno, če vemo, da Tour vsako leto v povprečju konča med 130 in 160 kolesarjev, vsak med njimi po svoji karieri v povprečju nastopi 3 do 4 krat. A pustimo statistiko, posvetimo se raje zgodovini tega danes elitnega dela Pariza. Sredi 16. stoletja je bila francoska prestolnica največje mesto v Evropi, v katerem je živelo okoli 300 000 ljudi. Na območju današnjih Elizejskih poljan pa so se razprostirala močvirja reke Sene. Ta so Parižani skozi leta postopoma izsuševali in tam gojili zelenjavo. Tako je bilo vse do vladavine Ludvika XIV., ki je leta 1667 svojemu glavnemu krajinskemu arhitektu Andreju Lenotru, ki je med drugim zasnoval tudi vrtove Versajske palače, naročil naj tam uredi sprehajališče. Zasadili so znamenite simetrične drevorede, na vsaki strani sprehajališča pa tudi vile z vrtovi za najbolj premožne meščane in aristokracijo. Lenotre je predlagal tudi poimenovanje, navdih za ime pa je našel v grški mitologiji, kjer so Elizejska polja rajski kraj, kjer po smrti v večni pomladi in miru v neokrnjeni sreči uživajo pošteni, bogaboječi ljudje in junaki. Elizejske poljane so v 18. stoletju postale središče družabnega življenja. Začele so rasti prve kavarne, gledališča in druge ustanove. Po francoski revoluciji so začele ob sprehajališču rasti številne monumentalne stavbe. Leta 1806 je na eni strani avenije Napoleon začel z gradnjo slavoloka zmage. Leta 1836 pa so na drugi strani postavili še znameniti 3300 let star obelisk iz Luxorja, ki ga je Franciji podaril Egipt, kar je zaokrožilo današnjo podobo Elizejskih poljan. Že v zgodnjem 20. stoletju so Elizejske poljane s prestižnimi trgovinami in restauracijami postale ena glavnih turističnih znamenitosti mesta. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées. Danes so Elizejske poljane eno najpomembnejših pariških oziroma kar francoskih družabnih, nakupovalnih, kulturnih in turističnih središč. Pa tudi prostor za različne manifestacije, kot je bila nedavna parada ob francoskem državnem prazniku, dnevu padca Bastilje med letošnjim turom.
Na Elizejskih poljanah se odvijajo tudi množični koncerti na prostem, pa novoletna praznovanja, zborovanja, protesti in drugi družabno-politični dogodki. Seveda tudi športni. Pri teh zagotovo izstopa zadnja etapa tura, saj so Elizejske poljane vse od leta 1975 tradicionalni, vsakoletni cilj najbolj prestižne kolesarske dirke in ena najbolj prepoznavnih športnih tradicij na svetu. Izjema je bilo leto 2024, ko se je nekaj dni pred otvoritvijo olimpijskih iger v Parizu tur končal v Nici. Matej Mohorič je med vsemi slovenskimi kolesarji doživel največ prihodov na Elizejske poljane. Končal je namreč kar 7 turov, letošnji je njegov 8. Ja, zame je to res lepo vsakeč znova, tako kot je štart vsakeč znova, čustven je tudi cilj še toliko bolj, ker enostavno je to neka avantura, traja dolg časa, veliko se vmes zgodi, svoj telo bolj kot ne ženeš do meja zmogljivosti in potem v cilju je neko olajšanje in nek ponos, tudi če ni bilo mogoče uspeha karijere ali pa ne vem kakšnih rezultatov, je vsem nek ponos, da si izdržal to in verjetno si to želi vsak izmed nas, če smo tukaj na štartu. Tudi danes mi čakam, da bomo čez 2 tedna zapeljali v Pariz in bo to nekaj posebnega. Nenapisano pravilo tura pravi, da se nosilce rumene majice zadnji dan 3-tedenske preizkušnje ne napada. Prvi del zaključne etape je zato zelo slavnosten in zabaven, s poziranji in fotografiranjem, nazdravljanjem s šampancem na kolesih, šalami in sproščenim kramljanjem med kolesarji. Po prihodu v Pariz in ko kolesarji že obkrožijo mesto, v zaključnem delu etape parado zamenja neusmiljeno dirkanje. Tempo se močno dvigne, ekipe sprinterjev začnejo organizirati vlake, hitrosti presežejo tudi 70 km/h. Zmaga na Elizejskih poljanah je namreč za sprinterje skoraj enakovredna osvojitvi svetovnega prvenstva in ni malo kolesarjev, ki menijo, če ne moreš osvojiti tura, osvoji Pariz. En kratek kviz danes, in sicer smo postavili to vprašanje v našem kvizu, morda niste vedeli. Luka ve odgovor, tako da ne bo sodeloval. Igor, Domen, vidva lahko. In sicer je bilo vprašanje, če ne upoštevamo Tadeja Pogačarja, kateri kolesar, ki je končal letošnji tur, ima največ skupnih uvrstitev med najboljših 10. Lahko dodam že prvi namig, in sicer da imata samo 2 kolesarja več kot 2 uvrstitvi med najboljših 10 v svoji karieri, in sicer en kolesar 2, drugi kolesar, takega iščemo, pa 5. Po mojem, ali je Van der Poel ali pa Philipsen. Iščemo skupne uvrstitve, torej končni vrstni red, ne končni vrstni red, ne v etapah. Potem mogoče Carapaz. Carapaz 1, in sicer torej danes 2. Torej, to je bilo vprašanje, ki smo ga postavili pred koncem, ampak v vsakem primeru nima dovolj. Remko jih še ne more imeti 5. Tudi on ima 2. Tretji in drugi. Del Toro je tako ali tako prvič, Martinez je še premlad in Seksas. Vam malo pomagam. Kaj potem Skelmoze? Tudi Skelmoze ne. Domen mora razmišljati precej ozko. Kdo je prvih 10? Največkrat. Lahko povem, da je prvič na turu tekmoval leta 2016, v sedanje moštvo pa je prestopil leta 2023 in tistega leta na turu nosil rumeno majico in tudi dobil etapo. Kar je bilo še posebej všeč njegovemu šefu. Pod narekovaji šefu. Tako. Torej, športnemu direktorju. Športnemu direktorju je bilo tudi všeč, se je vsakemu, ko zmaga kolesar njegove ekipe, ko dobije etapo, ampak letos je končal tur. Ni bil pa v 10. Ni bil med 10. Mislim, da če se ne motim, je bila njegova končna uvrstitev, mislim, da sem ravno ujel med zadnjo etapo 21. mesto. Zadnji, ki je zaostal manj kot 2 uri. Caruso je bil enkrat 10. Ali Filip ali pa Yates. Yates.
Dva je cesta. Adam. Ja, Adam, tisti, ki je bil. Torej, Adam Yates je bil 5-krat med najboljših 10 na turu, res fantastični rezultati. Enkrat 3., enkrat 4., enkrat 6. in 2-krat 9. Res izjemno. Ja, na koncu je malo pomagalo tisto, ko je Luka rekel, da mora Domen razmišljati malo bolj ozko. In sem začel razmišljati, kdo v tej ekipi je bil 5-krat med 10. Ja, in tista etapa, o kateri sem govoril, tista iz Bilbao, ko je torej Adam Yates zmagal in se je, kot je rekel Luka, pod narekovaji. S Simonom, tako je. Simonom. In je bil Tadej Pogačar pa 3. in se na koncu veselil zmage Adama, kot bi sam zmagal, se spomnim, ko je šel prek ciljne črte. Domen, letos ste bili na Džiru, avgusta vas čaka Burgos, Vuelta, tako vsaj piše na PCS-u, torej na Pro Cycling Stats. V zadnjih tednih ste se pripravljali, kako je bilo? Zdaj imam Gedžo, Burgos, Vuelta, Evropsko, svetovno, Lombardija je moj plan. Ja, bil sem po Švici, sem imel malo frej, en teden pauze, potem sem pa se začel doma pripravljati. Potem sem odpotoval na trening camp za amaterje, no za moje fane smo bili sem potem tudi nadaljeval višinske priprave v Alpine Pix hotelu na Turahoche, tako da smo malo pokazali amaterjem, kako izgledajo priprave profesionalcev. Zdaj sem naredil tukaj višinske priprave, jutro odpotujem v Slovenijo za 2 dni in potem naprej na dirke. Upam, da bo priprava dobra, no pripravil sem se dober, malenko sem zbolel zadnje 2 dni, bomo videli, kaj bo tu vplivalo za naprej, sem dovolite vam še nekaj časa, da izpilim formo in se pripravim za zadnji del sezone. Sicer pa s pripravami zadovoljni? Ja, preden sem zbolel, zadnji trening, ki sem ga naredil, so bile številke zelo dobre, tako da mislim, da ja, smo pripravljeni, bomo videli, kaj je zdaj pustilo ta bolezen, prehlad, ampak mislim, da nič kaj večjega, ampak ja, nikoli ne vemo. Upam, da bom jutri že pripravljen naprej za lažji trening narediti, da nas se dosti bolj počutim kot včeraj tak čas. Tako da ja, gremo naprej pa vidimo, kaj bo. Cilji v Španiji? Ja, prve 2 dirke, Gedžo in Burgos, da vidim ta tekmovalni ritem nazaj. Potem pa Vuelta, ja, upam, da se bodo v klubu pa Tadej odločili, da Tadej gre tudi na Vuelto. Zdaj čakamo na zadnje odločitve, ki se bodo odločili zdaj po turu, kaj je tur pustil na Tadeju psihično in fizično. Potem pa zmagati Vuelto. Ali s Tadejem ali brez, mislim, da grem, da je potem, če ne bo Tadeja, bo tukaj Joao Almeida, ki je bil lani 2. Mislim, da lahko zmaga, upam, da je saniral vse zdravstvene težave, ki jih je imel prej. Tako da ja, napadamo zmago. Z UAE-jem vedno gremo na zmago. Ni važno, kateri kolesar je, ker imamo tako dobro zaledje, da vedno gremo na zmago in moramo biti optimalno pripravljeni. Ne glede, kdo je, vedno imamo liderje za zmagati. Veliko sreče v naslednjih dirkah, v naslednjih preizkušnjah. Predvsem pa Domen, res hvala, ker ste si vzeli čas za naš podcast. Vselej je super se z vami pogovarjati. Igor, Luka, hvala tudi vama, hvala pa tudi vam, dragi poslušalci, da ste ta izjemni tur doživeli z nami. Uživajte, se slišimo. Tur 202.